Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunice je pripravilo zanimivo predavanje o vlogi travniških sadovnjakov v prihodnje. Najprej je teoretični del potekal v gasilnem domu Tunice, nato pa so se odpravili na teren v sadovnjak društva, kjer so poskusno obrezali 2 drevesa. O namenu in pomenu predavanja in praktičnega prikaza pa predsednik Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunice Valentin Zabavnik. Ja, današnji dan je namenjen v bistvu predavanju o vlogi in pomenu travniških sadovnjakov v sodobnem času. Vemo, da je čas, v katerem smo trenutno, zelo pomemben, kako bomo ta prostor izkoristili oziroma kako bomo ohranili te travniške sadovnjake za samooskrbo. Vemo namreč, da je samooskrba v Sloveniji zelo velik problem, da je zelo pomanjkljiva. Po drugi strani je velik problem hrana, ki jo uvažamo. Nadzor te hrane ni jasen ponekod. Že sam primer, ko na Islandiji ognjenik bruhne pepel, v Sloveniji so letališča zaprta in Slovenija ostane brez solate, ker ta solata pride ponekod tudi iz Gane in Bog ve, kje še vse. Torej je ta samooskrba zelo pomembna. Na današnji dan sem povabil diplomiranega inženirja Adriana Črnelča iz Kozjanskega parka. Tam se že polnih 10 let ukvarjajo s to ohranitvijo teh travniških sadovnjakov in vse, kar paše zraven. Torej tudi ptice, biotska raznovrstnost, druge živali in to oni zgledno delajo, sicer z veliko pomočjo države, ampak kljub temu so naredili velike korake. In kaj boste tukaj v Tunicah tudi nekaj naredili? Mi se nahajamo trenutno v opuščenem sadovnjaku, ki je bil postavljen tam v začetku 60-ih let. Potem je to obstalo in drevesa so praktično propadala ves ta čas. Društvo, Sadjarsko društvo Tunice ga je vzelo v najem in tukaj želimo urediti muzej starih sort. V tem muzeju bomo posadili vse tiste sorte, ki so v tem kraju oziroma v naši okolici. Vemo pa, da je teh sort res zelo veliko. Naš neutrudni zbiratelj teh sort, profesor Laro Dobrovoljc, jih ima v svoji zbirki skoraj 900 sort samo jabolk oziroma še čez, od tega več kot polovico starih sort. Da to propade, da to izginje, je res velika škoda. Mi se bomo trudili, da bomo to vse ohranili. Potem bo ta sadovnjak na ogled skupinam, šolskim otrokom, komorkoli, da si ogledajo, kako sploh poteka ta proces. Vemo namreč, da otroci iz mesta, z mestnih okolij ne vedo natančno, odkot jabolko pride. Nekateri mislijo, da zraste v Lidlu ali Mercatorju. To vedo tudi drugod po Evropi, v vseh teh mestnih okoljih imajo povsod ta problem. Še večji problem, še večji korist je pa to, če bomo te travniške sadovnjake ohranili, v te sadovnjake dali čebele, čebeljake, potem bomo ponovno imeli življenje tako, kot je bilo nekoč, imeli bomo zdravo pridelano hrano v lastnem okolju in posledično, logično, zdravo življenje. Pripravljajo pa tudi poseben projekt. Ja, projekt je v izdelavi. Trenutno še ni popolnoma dokončan. Potem ga prijavimo na razpis in če bomo uspeli, bomo iz sredstev Evropske unije v 85% je to, da Evropska unija, ostalo da lokalna skupnost, občina, bomo to naredili. Torej zaenkrat občina založi denar, ko pride do tega, in ga potem vrne iz sredstev EU. Za koliko velik projekt pa gre to finančno? Točne številke še ni. Odvisno, kako bomo, morda smo prijavili z manjšimi projekti na različne razpise, ampak hočemo pa narediti to, ker je zelo pomembno, da v tem okolju
v tem zaledju veliko ljudi, ki so mesta, je to potrebno predstaviti ljudem. Obenem je pa ta projekt tudi ne zametek turizma, lahko tudi vaškega turizma, ali pa to za občino to pomembno, da ima ponudbo, dodatno ponudbo turistično veliko. Je pa tudi zanimanje za čebelarski turizem. V Prekmurju in še drugod po Sloveniji to že lepo deluje. Velike skupine čebelarjev in tudi drugih si želijo gledati to praktično življenje čebelarjev. In kaj o primerjavi med kozjanskimi in kamniškimi sadovnjaki pravi gost iz Kozjanskega parka? Ja, nekako v poti, ko sem prihajal k vam, sem spremljal stanje, kakšno je sadovnjakov, čeprav vsega ne vidi z glavne ceste, ampak presenečen sem tule v Tunicah, da so še te travniške površine, travniški sadovnjaki še v tolikšni meri tudi zasajeni. Ker namreč pri nas v Kozjanskem se ukvarjamo s tem, da je veliko število teh travniških sadovnjakov, ki so pa po obsegu, praktično po površini, veliko manjši. Res pa, da trenutno v sadovnjaku, kjer se nahajamo, so nekoliko šibkejša drevesa, zaradi tega, ker niso odcepljena na bujno podlago. Prednost imate pa seveda v tem, ker nekako relief samega območja je podoben kot pri nas, ampak pri nas je velik pojav te tako imenovane bele omele, ki nekako ogroža ne samo ostala drevesa v krajini, ampak tudi med drugim tudi sadna drevesa in na ta način tudi propadajo. Tako da seveda bela omela je v sedanjem času, ko ni vegetacije, ko ni listja, še nekoliko bolj vidna in mi si jo seveda s aktivnostmi, ki jih izvajamo v Kozjanskem parku, prizadevamo, da bi jo nekako omejili in preprečili nadaljnje propadanje teh sadnih dreves.